kaj prinaša jubilejno 50. kurentovanje na Ptuju, glede na dejstvo, da bo letos imelo večjo vlogo etnografski del, lahko rečemo, da gre za nek prelomni pomen. Torej, zagotovo bo letošnja vsebina še podobna lanski, torej etnografija ne bo prevladala karnevalskih vsebin, karneval bo še vedno imel več ponudbe, ampak vendarle 50. obletnica je tisti prelomni dogodek, od katerega naprej pa želimo v prihodnjih 10-20 letih to našo kurentovanje spremeniti v enega največjih etnofestivalov na svetu. Kakšna je finančna vrednost 50. kurentovanja in koliko obiskovalcev pričakujete na Ptuju? Torej, govorimo o podvojenih številkah. Če smo v lanskem letu imeli približno 600 000 evrov prihodkov, letos pričakujemo čez 1 milijon evrov prihodkov. Če smo v lanskem letu imeli približno 300 000 evrov stroškov za javni del izvedbe prireditve, letos pričakujemo, da bo to med 450 in 500 000 evri. In torej naloga je vse prej kot lahka zbrati v današnji situaciji, približno 500 000 evrov ne bo lahko, ampak verjamem, da veliko ljudi, ki poznajo to naše kurentovanje, ve in verjame v to, da je vendarle poslanstvo tega kurentovanja taka vrednota, v katero je vredno vlagati, in upam in računam tudi letos na njihovo pomoč in podporo. Vsako leto tudi predati županovanje karnevalskemu princu, tudi letos boste to storili, se bojite, da vam bodo v mestnem času kaj špičili? Ne, torej zagotovo smo do sedaj imeli vseh 10 princev, ki so znali na umen način gospodariti z tem mestom, in verjamem, da bo to nalogo opravil tudi uspešno 11. princ in mu popolnoma zaupam. Sami se boste v mestnem času pridružili kurentom, so kakšne posebne priprave glede tega? Torej, zagotovo bom že na svečnico v svoji kurentovi upravi in potem vse do 16. Kakih posebnih priprav za kurentovo upravo človek ne potrebuje in jih tudi ne more opraviti. Torej, kurent je vrednota in posebna psihična pripravljenost. Vkolikor človek nosi te vrednote v sebi in je pripravljen psihično vzdržati posamezne napore, potem si lahko kurent. Ne pomagati nobena telovadba, nobeni fitnesi in tako dalje. Torej, za kurenta se stvari ne dajo natrenirati. Kaj bo primarna naloga karnevalskega princa, takoj ko boste prevzeli oblast v najstarejšem mestu v Sloveniji? Prva in edina je, da pripeljemo v mesto smeh, veselje, da povabimo vse tiste, ki bi se radi zabavali, želeli zabavati, ki jih je strah, ki si ne upajo, da pridejo v to mesto, da doživijo to, odišli bodo zagotovo srečni in radi se bodo vračali. Kot smo slišali, ste letos tržili tujski karneval tudi v tujini. Koliko tujcev pričakujete in odhod? Ja, računamo, da bomo res realizirali več kot 3000 prenočitev na račun kurentovanja. Od tega pričakujemo, da bo skoraj več kot polovica gostov iz tujine. Predvsem ciljamo na italijanski trg, avstrijski in pa tudi kolegi iz Nemčije, seveda, da nas bodo kot tradicionalna karnevalska mesta obiskali in seveda izmenjali z nami izkušnje, obenem pa z samim padcem oziroma ukinitvijo viz za Republiko Srbijo pričakujemo tudi od tukaj kar velik obisk. Tako da prvič, seveda po izgradnji te največje infrastrukture v Termah Ptuj, bomo kurentovanje tržili kot res evropski projekt.